s tem? Ogenj. Zdaj, če gledamo ognjeni komp, simbolizira leto 2026. Ne? In zanimivo, ker april je simboliziral leto 2024, ko se začne obdobje ognja, 20-letno, zato do 2044 napoved tega časa. In zdaj prehajamo v čas, torej ogenj predstavlja duhovnost, lepoto, lahko predstavlja pa tudi, oziroma predstavlja tudi tehnologijo, računalništvo, torej digitalno, in ta dva svetova, se zdaj nekako tudi ločujeta. Seveda lahko vse skupaj do neke mere združimo, ampak gre tako, bolj je tehnologija razvita, bolj smo nekako lahko v duhu šibki, ker vse dela tehnologija namesto nas. Če pa razvijamo duha, krepimo duha, torej gremo v duhovno revolucijo, se itak ta naš naravni notranji net prižge, naravna tehnologija, kako bi rekli, in ne rabimo te zunanje v taki meri, ali pa do take mere, da nam je v pomoč, ne pa da nas obvladuje. Ampak zdaj pa res tam na meji smo, ker če nas bo tehnologija začela obvladovati, duh pade. Ok. Se pravi, stran od tehnologije? Ne bi rekla stran, ampak modro s tehnologijo. Torej, uporabimo tisto, kar nam služi, na način, ki nam služi. Je zelo fajn, da si neke stvari lahko olajšamo in imamo čas za, recimo, druženje, za prijetnejše zadeve, ampak stran od tega, da bi nas tehnologija zasvojila in zavladala, ker tu pa lahko zgubimo svojo dušo v bistvu. Sam na dostih koncih je že. Vprašaj, koliko ljudi bo dejansko šlo brez Google Mapsov na morje. Jaz mislim, da zelo malo. Koliko ljudi zna še uporabljati karto dejansko? Mislim, da zelo malo. Ti znaš? Super, pa prijem k tebi na tečaj. Fajn, da si povedala. Intuicija. Notranji Wi-Fi, v bistvu se povežeš, navigacija. Vse to je res, ti si ena izmed redkih, ki je prišla do moje hiše brez tega, da sem bila na telefonu in sem te spremljala. To ti dam prav.